se ustavijo. Pomislijo, kako je to, da imamo sedaj na mizi stvari, da jih nekujemo, koliko ljudi se je za to moralo potruditi, od rudarjev, do kmetov, do trgovcev, do tistih, ki so skrili in potem tudi za zdravje, ki ga imamo, pa tudi, da napravimo še dober svet. Seveda pa je nekaj pogojev, da se ljudje radi usedejo skupaj. Vsi vemo, kako je to pomembno, vendar pa je pomembno že prej, da smo drug do drugega zelo spoštljivi. Ko se poročata brat in dekle si obljubita prestopom, ljubezen in spoštovanje. To velja za vsako življenje v skupnosti. Moramo se spoštovati, zato pazimo na svoje besede, da smo res spoštljivi in če bo to, potem bomo tudi radi skupaj sedmi, radi zauživali jedno. Nekako pride v našo zavest, vse, kar nam je dano tega sveta, nam ni dano predvsem samo za srečo in veselje tega sveta. Več moramo vse to, kar nam je dano tega sveta, uporabiti in živeti tako, da bo vse to tudi za večno ostalo. Blagoslov je nekaj duhovnega, hrana je nekaj telesnega. Oboje je vredno in pomembno, da osvojimo in da sprememo v naše življenje. Ne moremo živeti in se vesti, ravnati in razumeti naše zemljsko življenje, kako da je življenje tega sveta, ki malo bi ga cenili. Marveč moramo življenje imati z zavestnostjo, z veliko odgovornostjo in velikim veseljem, da je življenje vredno samih nebes. Kristjani se s praznovanjem velike noči dotikamo te velike resnice, ki morajo vstopiti v naše življenje, v naše družine, v naše medosebne odnose in jih predrugačiti tako, da se bo res čutilo in slutilo, da je naše življenje vredno samih nebes, ko da veliko krat živimo predvsem tako, kakor da je vredno samo slave in časti tega sveta. Praznike praznujemo v velikonočnem duhu, s prijatelji uživamo v ministriranju in pričakovanju Kristusovega vstajanja. Za mene so ti časi res zelo pomembni, ker se pa cela družina se zbere, pač barvamo pirke, pa gremo skupaj k maši, pa pač najboljše je tudi velikonočni jajček, ko dobim ful čokolade pa z okna. Je pa res hodno. Mi je bolj všeč kot božiček.